Letošnje svetovno prvenstvo v košarki se bo odvijalo od 30. avgusta do 14. septembra v Španiji. Na tekmovanju bo sodelovalo 24 reprezentanc, tretjič v svoji zgodovini tudi slovenska. V predtekmovalnem delu bodo reprezentance razdeljene v 4 skupine, kar pomeni, da bo vsaka reprezentanca odigrala po 5 tekem. Najboljše 4 iz vsake skupine pa bodo napredovale v osmino finala. Prvi del prvenstva bo odigran v Sevilji, Granadi, Bilbau in na Kanarskih otokih, drugi del pa v Barceloni in Madridu, ki bo gostil tudi zaključni del. Žreb je določil, da bo slovenska košarkarska reprezentanca na letošnjem svetovnem prvenstvu v prvem delu igrala v skupini D z aktualnimi evropskimi prvaki iz Litve, Angolo, Južno Korejo, Mehiko in Avstralijo. Slovenijo je žreb vsaj na papirju sodeč uvrstil v eno izmed lažjih skupin. Vse tekme skupine D bodo odigrali na Kanarskih otokih. Najuspešnejše države v zgodovini svetovnih prvenstev so ZDA s 4 osvojenimi naslovi ter nekdanji državi Jugoslavija in Sovjetska zveza, vsaka od njih je osvojila 3 naslove. Po razpadu nekdanje Jugoslavije je Zvezna republika Jugoslavija, ki sta jo sestavljali Srbija in Črna gora, osvojila še 2 naslova svetovnih prvakov v košarki. Prvi naslov svetovnih prvakov v košarki je Jugoslavija osvojila leta 1970, ko je bila tudi gostiteljica prvenstva. Finale je bilo takrat odigrano v ljubljanski hali Tivoli. Za Jugoslavijo sta takrat igrala tudi 2 Slovenca, in sicer Ivo Danev in Aljoša Žorga. Jugoslavija je nato osvojila še naslov svetovnih prvakov leta 1978 in 1990. Slovenija je leta 2006 na Japonskem osvojila 12. mesto, v Turčiji leta 2010 pa 8. Cilj reprezentance je doseči najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih. In kdo so favoriti letošnjega svetovnega prvenstva v košarki? Najverjetneje gre zmagovalca iskati med reprezentancami ZDA, ki branijo naslov svetovnega prvaka iz leta 2010, Španije, Francije, ki so evropski prvaki iz leta 2013, in Argentine. Tihi favoriti so še Grki, nepredvidljivi Srbi. Barcelona in Madrid bosta 11. in 12. septembra gostiteljici polfinalnih tekem, 14. septembra pa se bo v Madridu v dvorani, ki sprejme 15.500 gledalcev, odvijala finalna tekma svetovnega prvenstva v košarki 2014. Svetovno prvenstvo v košarki 2014 bo zadnje prvenstvo, ki bo potekalo v trenutnem 4-letnem ciklu. Naslednje svetovno prvenstvo v košarki se bo igralo šele čez 5 let, leta 2019. Prvenstvo se namreč ne bo več igralo v istem letu, kot sta svetovno prvenstvo v nogometu in zimske olimpijske igre. Vsi ljubitelji košarke bomo držali pesti, da naša reprezentanca doseže zgodovinski uspeh na svetovnem prvenstvu v košarki 2014 in osvoji medaljo.